Živjo! Lepo pozdravljeni že v zadnjem dnevu 5-dnevnega izziva duhovne prakse. Ne moram verjeti, prišli smo do konca. Mislim, lahko verjamem, ne? Vi mi pa čim prej tukaj spodaj v komentarje napišite, če ste uživali v teh 5 dnevih. Tako da zaktiviramo tudi tole našo povezavo. Danes bo še posebej pomembna, zaradi tega, da bom lahko sprejemala vaše vprašanja. Namreč ta 5. dan namenjamo temu, da odgovarjam na tvoje vprašanja, da postaviš vprašanje, ki te zanima, da ti odgovorim nanj, da prinesem jasnost. Torej, dragi moji, danes imam eno presenečenje za vas. Pa vam ga bom čisto na koncu povedala, prav? Tako da bo sladkorček za vse tiste, ki boste danes z mano do konca. Torej, enkrat na mesec v naši spletni šoli Oracle Membership naredimo tak dogodek, kakršen bo danes, tale naš. Se pravi, enkrat na mesec se ti oglasim takole v živo in cel dogodek namenim temu, da odgovarjam na tvoje vprašanja. Karkoli je zate v danem obdobju aktualno, s čimer se ukvarjaš, kaj te zanima, ne, takrat, kadar se srečamo, ne, imaš to priložnost, da enkrat na mesec to vprašanje postaviš in potem izberem vprašanja, ki so v danem trenutku največji doprinos celi skupnosti in na nje odgovorim. Tako da danes današnji dogodek v bistvu namenjamo temu, da ti pokažem v bistvu, kako to izgleda in da lahko dobiš odgovor na svoje vprašanje. Predno pa začnemo s postavljanjem vprašanj, moram pa dati par usmeritev. Zaradi tega, da bomo super sodelovali, je prva stvar zelo pomembna. Ko postaviš svoje vprašanje, napiši svoje vprašanje v bistvu tega, kar te zanima. Ne pisati cele zgodbe zraven, zaradi tega, ker če je zgodba tokle dolga, ne, jo jaz ne uspem prebrati in ne moremo priti v bistvo vprašanja. Tako da prvi nasvet, napiši vprašanje v bistvo tega, kar te zanima. Ne? Namesto da pišeš, kako si se ločila, pa kako sta zdaj s partnerjem, bla, 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 raje napiši, sem v procesu ločitve, kako naj delujem, da pritegnem novega partnerja, recimo, če je to tisto, kar te zanima. Prav? Skratka, prvi nasvet je, da gremo v bistvo tega, kar nas zanima. Drugi nasvet je ta, da res postavi vprašanje, ki te zanima. Pejt vase, pejt v svoje srce, če bi lahko karkoli vprašal, karkoli, kaj je tisto, kar bi vprašal. Izberi eno vprašanje, tisto, ki te v tem trenutku res najbolj nagovori in katerega čutiš, da če bi prejel jasnost na to vprašanje, bi ti pomagali v življenju. Tako da gremo v bistvu res v tisto najbolj bistveno, kar je za nas iskreno v tem trenutku aktualno. In še tretja stvar, glede naših vprašanj, je res povabim, da vmes, ko odgovarjam na tvoje ali katerokoli drugo vprašanje, ostaneš odprt. Ostaneš odprt zaradi tega, ker v vsakem takšnem dogodku pridejo čez takšne jasnosti, takšne odgovori, ki jih vsi mi kot skupnost potrebujemo. In mogoče ne bo tvoje vprašanje odgovorjeno, boš pa jasnost dobil skozi eno drugo vprašanje. Zato ne samo čakati, kdaj bom ujela tvoje vprašanje, ampak res ostani odprt, z odprtim srcem, sprejmi, kaj je jasnost, ki ti je predana. Kajti, ko smo res v polni prisotnosti in ko res prisluhnemo, v bistvu ugotovimo, da nam je cel ta dogodek eno tako darilo, zato ker toliko odgovorov lahko prejmemo, če smo pripravljeni prisluhniti, če smo pripravljeni slišati. Tako da, pojdi v bistvo tega, kar te zanima, ne predolge zgodbe okrog, postavi vprašanje, ki ti je res tisto najbolj bistveno zate v tem trenutku in pa, ko odgovarjam na tvoje ali katerokoli drugo vprašanje, bodi v srcu in poskusi res povezati jasnost, ki prihaja s tvojim življenjem. Na tak način bo ta dogodek v bistvu tebi največ dal. Sama sem v tem dogodku povezana, kar pomeni, da me energija vodi, me duhovni vodniki vodijo, da tukaj le prebiram vaše vprašanja in tistega, katerega hoče odgovoriti, na tistega me bodo sfokusirali. Tako da dajem namero in zaupam, da bomo danes odgovorili na vprašanja, ki bodo prinesla največ jasnosti in največjo podporo vsem nam. Pa tako ne boste lahko začutili, kaj se zgodi v naši spletni šoli Oracle Membership enkrat na mesec, ko tako odgovarjam na vaše vprašanja.
Ok, zdaj pa greste lahko v bistvo tega, kar vas zanima, napišite svoje vprašanje v komentar in bomo kar začeli z odgovarjanjem na vprašanja. 1 uro smo skupaj in dajmo namero, da znotraj te 1 ure resnično največ jasnosti prinesemo čez. In seveda, če imate kakršnokoli vprašanje vezano tudi na spletno šolo Oracle Membership, je tudi danes pravi trenutek, da ta vprašanja postavite. Eno vprašanje sem tukaj ujela in mi je fantastično. Kako naj končam žalovanje za pokojnim možem in pritegnem novega partnerja? Hvala za super vprašanje. Torej, prvo, kar moramo prepoznati, je, da nam je v življenju resnično namenjeno več odnosov. Da ni samo ena ljubezen, ki nam je namenjena. Da nam je dana ljubezen skozi več različnih odnosov, ne samo skozi partnerski odnos, pa niti ne samo skozi en partnerski odnos. Resnično, kar se dogaja, je, da se v bistvu cela naša zavest okoli odnosov transformira. Če smo včasih v preteklih dobah in v preteklih utelesitvah naše duše izbrali dušo, s katero bomo potovali skozi celo življenje in smo si izbrali v bistvu manj odnosov zaradi tega, ker smo v tistih utelesitvah dejansko rabili manj odnosov in se je znotraj teh odnosov zgodilo več učenj, se zdaj zavest na planetu spreminja v smer tega, da duše potrebujemo več različnih odnosov, zaradi tega, ker imamo toliko več učenj za izmojstriti znotraj enega življenja. Kar pomeni, da moramo prvo najprej sprejeti to, da v bistvu je popolnoma v redu, če se odpiramo za nove odnose. In veliko te stare paradigme in starih vzorcev in prepričanj je pripetih na to. Zdaj, če si izgubila svojega moža, zdaj pa nikoli več ne moreš najti nobene druge ljubezni. In mogoče je celo zadaj v nas naložena ta sodba. Sama zase vem, da ko opazujem recimo mojo babico, ona je imela božansko partnerstvo z mojim dedkom, ampak se ne odpre za novega partnerja zaradi tega, ker si misli, da bo samo en partner pravi zanjo in to je moj dedek in da resnično, če bi ona šla v nov partnerski odnos, bi s tem na nek način prevarala ali pa se izdala svojo ljubezen, ki jo je imela do mojega dedka. In v bistvu veliko je teh zgodb, ki krožijo okrog nas in so tudi v bistvu krive za to, da se ne uspemo uspret za nove odnose, zaradi tega, ker se nam zadaj nekje v podzavesti te zgodbe preigravajo. Tako da prvo bi te povabila, da najprej pogledaš, da je ti bil dan ta partnerski odnos, ta moški, ta človek, ti je bil dan kot darilo v tvojem življenju, da si kot duši izmenjata določena učenja, da se skupaj nekaj naučita, da skupaj gresta skozi določen del življenja. In to, da ali greš z odnosom narazen, se pravi, zaključiš odnos, ga razpustiš, ali pa da določena oseba pač zaključi svojo pot in posledično umre in ne moreš nadaljevati odnosa, da je to v bistvu božansko vodeno. Kar pomeni, da ti je dana priložnost in nova možnost, da v življenje povabiš še kakšno osebo, da v življenje povabiš še kakšen izraz ljubezni. In torej, prvo jasnost, ki jo moramo imeti, je ta, da če greš naprej, ne pomeni, da izdaš svojega preteklega partnerja in ni potrebno žalovati 10-20 let zato, da se pokaže, da si ga imela rada. Zaradi tega, ker vse te zgodbe so stvar preteklosti. Mi smo lahko popolnoma v ljubezni, tudi če se odpremo za novo ljubezen. In v bistvu duše, ki odidejo, res ne potrebujejo, in to je za vse tiste, ki žalujete, ne glede na to, koga ste izgubili. Duše, ki odidejo, ne potrebujejo našega stalnega navezovanja na njih. Zaradi tega, ker to dejansko celo lahko zatakne njihovo vrnitev v svetlobo, njihovo vrnitev in ponovno utelesitev. Zato je zelo, zelo pomembno, da ko izgubimo ljubljeno osebo, da naredimo čiščenje eteričnih vezi. To pomeni, da prisluhneš meditaciji z nadangelom Mihaelom, najdeš jo tako v spletni šoli Oracle Membership, kot tudi v meditacijski sobi in čistiš te eterične vezi, s katerimi smo pripeti na vse ljudi. Tudi če greš na razen s partnerjem ali pa se skregata, je to meditacijo dobro narediti. Kajti, ko imamo premočne eterične vezi, kar se zgodi je to, da v bistvu čutimo bolečino, čutimo napetost, kajti ko duša odide,
se njene eterične vezi od nas razpustijo, zaradi tega, da gre lahko v naslednje življenje. Naše eterične vezi se pa še kar navezujejo, ne? In zato je zelo pomembno, da ko oseba zapusti to fizično telo, ko duša odide, da jo mi tudi spustimo in se ji zahvalimo za vse, kar nam je bilo dano z njo doživeti. In dobesedno usedi se, napiši pismo in se zahvali svojemu partnerju za vse to, kar ti je dal, za vse lepo, za vsa učenja, za vse, kar sta doživela, in potem naredi to meditacijo čiščenja eteričnih vezi z Arhangelom Mihaelom, zato da ga res spustiš. In ne potrebuješ živeti v preteklosti, ne potrebuješ živeti v preteklosti, lahko si tukaj polno prisotna in se odpreš za ljubezen. Nova ljubezen pride takrat, ko ji mi naredimo prostor znotraj sebe, pa ne glede na to, ali si izgubil osebo, da je umrla, ali si pa samo mogoče zaključil partnerski odnos. Nova oseba lahko v naš prostor stopi samo takrat, kadar je naš prostor odprt, kadar ni že napolnjen. Predstavljaj si, da ti zdaj v rokah držiš, dve veliki škatli. Kam naj ti življenje da še eno škatlo? Ne more, Se pravi, ko odložimo, ko odnos pustimo, takrat šele lahko pride nov odnos. In sama vedno predlagam v vseh transformacijah odnosov obvezno čiščenje eteričnih vezi. In zdaj sem se spomnila, da imamo znotraj šole, ko boš vstopila v šolo, je en poseben dogodek, in sicer zaključki in začetki, kjer te prav vodim skozi eno tehniko spuščanja za boginjo Kali. Tako da ti predlagam, da tudi to pogledaš, ko boš notri v šoli. Za zdaj pa očisti eterične vezi, napiši pismo in ga na tak način spusti in sebi daj dovoljenje, da živiš tukaj in da ti nisi odšla. Se pravi, da tebi je še dano imeti odnose. Ker ko si dovolimo imeti življenje polno in bogato, takrat dejansko v življenje pridajo ljudje, ki nam bodo naše življenje izboljšali. Kako pritegniti partnerja, partnerko v svoje življenje? Ja, tako, da mi začnemo utelešati to energijo, ki jo k sebi kličemo. Se pravi, če jaz želim pritegniti partnerja, prvo moram imeti prostor. To pomeni, da spustim svoje stare odnose. Tudi da stran vržeš stvari od svojega moža, daš naprej, daj ven iz svojega življenja. To ne pomeni, da ga nimaš več rada, to samo pomeni, da se zavedaš, da se odpira novo poglavje za tvoje življenje. In samo pojdi naprej fizično, tako da si ustvariš prostor okoli sebe. Druga stvar, ki pa je pa ta, da mi smo vibracijska bitja, kar pomeni, da v svoje življenje privabimo take ljudi, ki vibrirajo z nami. Se pravi, če si jaz želim, da bi bil moj partner zelo ljubeč, potrebujem sama v svojem življenju aktivirati to vibracijo, kar pomeni, da moram biti ljubeča do sebe, ljubeča do drugih in sidrati to energijo. Če želim, da je moj partner avanturist, potrebujem sama sebe dajati v situacije, ki so zame avanturistične. In verjetno bomo tudi v takih situaciji spoznala tega partnerja. Se pravi, moramo sami sebe dajati v energijo tega, kar želimo pritegniti. Ne glede na to, kaj je tisto, kar si želiš. To lahko imaš, ko najprej to vibracijo daš sebi. Se pravi, če želiš, da je tvoj partner spolno aktiven in da ima zelo veliko spolne energije in da bi bil seks fantastičen in da bi se dobro tukaj ujela, potem posveti se svoji spolnosti, začni sama sebe spolno prižigati, začni sama sebi to dajati in kar se zgodi, je zato, ker mi sidramo to energijo, to pritegnemo v svoje življenje. Namesto, da se vprašaš, kakšnega partnerja hočem, se vprašaj takoj zatem, kakšnega partnerja hočem in kakšna ženska jaz želim biti temu partnerju. In začneš to sidrati, začneš to živeti in posledično, tvoja vibracija ustvari tvojo situacijo in tak človek pride v tvoje življenje. Ok, verjam vaše vprašanja. Ok, kar nekaj vprašanj je povezanih s tem, kaj če znotraj meditacije ničesar ne vidim, ni barv, ni slik, ali delam kaj narobe, ali sem duša brez barve, oziroma zakaj med meditacijo ne prejmemo nobenega sporočila. Prvo, kar je to, da
moramo meditaciji se predati večkrat. Ne moramo pričakovati, da bomo šli prvič v meditacijo in se nam bo že vse na polno dogajalo. To je tako, kot če greš na kolo, prvič na kolo, ne? Najprej rabiš koleščka, zato da sploh speljaš in potem počasi, ko treniraš in kolesariš, na neki točki speljaš. In enako je pri meditaciji. Pri kanaliziranih meditacijah resnično potrebujemo dati sebi večkrat izkušnjo meditacije, zato da se naučimo v meditacijo res sprostiti, da ne gremo noter z nobeno tesnobo in strahom, ampak da se res sprostimo, zaradi tega, ker veliko teh iluzij duhovnosti krožijo okrog nas, v smislu pazi, da te v meditaciji nekam ne odnese, pazi, da se ti ne zmeša, pazi. Zakaj so te iluzije okoli nas? Zaradi tega, ker v preteklih dobah planeta Zemlje je v bistvu načrtno bilo delovano na tak način, da posameznik ne bi bil povezan s svojim izvorom. Se pravi, ljudje, ki so imeli moč, niso želeli, da je vsak povezan, niso želeli, da je vsak v svojem centru. Zaradi tega, ker ko si ti povezan sam s sabo, veš, kaj je res in se ne pustiš manipulirati in se ne pustiš voditi. In v preteklih dobah planeta Zemlje, tisti, ki so imeli moč, so dejansko dali na tvojo povezavo veliko obsodb. In kaj je naša povezava? Spolnost je naša povezava. In kaj je Cerkev naredila? Dala je na spolnost sram, strah, obsodbe. Kaj so še naredili? Naredili so to, da so rekli, pazi, da te ne obsede hudič, ne delati kar enih takih praks, samo upoštevi naše rituale. In spet, kaj so ti odvzeli? Odvzeli so ti lastno moč. In ne glede na to, da se je to zgodilo v preteklosti, mi še danes verjamemo v iluzije in mi še danes nas je strah masturbirati, nas je strah se v spolnosti predajati, nas je strah imeti spolne duhovne prakse, nas je strah biti povezan, se naučiti kanalizirati, nas je strah iti v meditacijo in potovati v pretekle življenja. Te stvari nas je zadej strah, zaradi tega, ker smo toliko tisočletij poslušali pazi, 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 pazi. Ampak zakaj so nam govorili pazi? Ja, zaradi tega, ker je eden od tega imel veliko. Lahko te je vodil, Bil si ovčka. In zato je zelo pomembno, da najprej prepoznamo, včasih nas je podzavestno strah se popolnoma spustiti v meditacijo in dovoliti, da se nam pripeljajo sporočila, zaradi tega, ker se nam zadnji aktivira ta strah. Ampak lahko se popolnoma pomiriš, ne morete nikamor odnesati, ne moreš kar odideti iz telesa, če greš v meditacijo, nič slabega se ti ne more zgoditi, ne morete hoditi ob sest, ne more, zaradi tega, ker ti svojo moč ves čas nosiš znotraj sebe, kar pomeni, da nič ni večje od tebe, vedno vse je v tvojem sodelovanju. Se pravi, velikokrat mi rečete, joj, ta oseba mi je dala negativno energijo, ni ti jo dala, lahko da je bila ona v vibraciji, ki je nižja od tvoje, ampak to, da je zdaj ta vibracija na tebi, pomeni, da si ti to energijo vzel. Življenje ti nič kar ne da, ti sprejmeš, mi se odpremo. In torej, kaj bi predlagala tistim, ki med meditacijo niste videli barve duše, pa niste videli nobenih slik, videl, v redu je, lahko da je bila to tvoja prva meditacija, to pomeni, večkrat se podaj v kanalizirano meditacijo, imej več izkušenj in ko boš imel več izkušenj, se boš začel sproščati, bo v bistvu sam vstop v meditacijo postal užitek in takrat se bodo stvari začele odpirati. Tudi recimo znotraj šole imamo prav eno temo, aktivacija jasnovidnosti, kjer dobiš rituale, vaje, meditacije, ki odpira tvoje tretje oko, tvojo točko uvidov, da začneš znotraj meditacije dejansko sprejemati uvide. Tako da to je zelo pomembno, vztrajnost in pa posledično, da tudi uvedemo te rituale za aktivacijo naših supermoči, ker ti to vsak od nas lahko razvije, samo mogoče še nismo vedeli kako. Zato sem tudi sama v to šolo dala tudi taka učenja, duhovna učenja, kako spet te naše supermoči aktivirati. Ali je lahko tvoja duša brez barve? Ne more biti. Samo mogoče moraš večkrat si dati izkušnjo te meditacije, da na neki točki se ti potem to aktivira. Ali enake številke, recimo 222, ki se mi pojavljajo, imajo kakšne povezave z angeli in vodniki?
V bistvu, kadar vidimo določene simbole, ki nam nekaj pomenijo, lahko so to številke, lahko so to črke, lahko so to živali, peresa, karkoli, nam v bistvu duhovno vodstvo sporoča, da so tam, se pravi, da so ob nas. In naša naloga je v bistvu prepoznati, kaj sem v tistem trenutku razmišljal. Kaj je bila tista skrb, misel, dogajanje v meni, ki sem ga procesiral trenutek predno sem videl to enako številko, oziroma trenutek predno se mi je pokazal ta simbol. In to dobesedno pomeni, da na tisto realnost, ki je bila takrat v tebi, je prišlo sporočilo, v redu je, si na pravi poti, tukaj smo zate, nisi sam, dobiš v bistvu podporo. Vem pa, da dejansko ta števila, kakorkoli so lušna, niso dovolj široka jasnost. Mi si vsi želimo odgovore. Tako da zato je tudi to razlog, zakaj sem jaz zdaj že toliko let učim tečaj kanaliziranja Celestial Inspiration, zaradi tega, ker če želiš točno vedeti, kaj ti tvoji angeli sporočajo, potem se moraš naučiti v bistvu kanaliziranja. Ali se znotraj šole učimo kanaliziranja? Ne. To je poseben tečaj, ki ga zdaj v slovenskem jeziku ne bo več, naslednji bo 2024-2025, ker ga prenavljam in bo v angleščini. Tako da tisti, ki ste to zdaj zamudili, zdaj sta bila 2 tečaja, boste pač počakali do takrat. Je pa res, da znotraj spletne šole delamo ogromno ritualov, super moči aktiviramo, kar pomeni, da postaneš bolj pretočen, da se odpreš in dobivaš več sporočil, kot bi sicer. Super vprašanje, kako energijsko očistiti prostor? Evo, vam bom delila moj top ritual in ta ritual predlagam, da naredite vedno, ko se menja letni čas. Lahko pa tudi večkrat, če imate občutek, da je potrebno res počistiti. Tako da vzemi papir in si zapiši. Prvi korak za energijsko čiščenje prostora je, da prostor fizično pospraviš. Skratka, ne bomo energijsko čistili, če imamo kramo in v omarah vse nabasano in stare stvari, ki jih ne uporabljamo v kleti zbasane. Torej, prvi korak energijskega čiščenja prostora je to, da najprej fizično kramo damo stran in res ohranimo samo to, kar uporabljamo in kar nam je v veselje. Potem se pa začne energijsko čiščenje. Kaj potrebuješ? Potrebuješ sol, grobo morsko sol, ki jo daš v vsak prostor, v vsak kot. Torej na nek krožniček ali pa na nek papir daš eno pest grobe morske soli v vsak kot. Greš po vseh prostorih in to narediš, kar veliko soli boš rabil, če imaš veliko hišo. Potem, kar narediš, je, da daš v vsak prostor na sredino prostora stekleno posodo z vodo. Najboljše, da je čim večja, recimo ta za solato je fajn, stekleno posodo z vodo. In potem greš in odpreš vsa okna, vsa vrata, naven, pa tudi notranja, omare, jaz kar vse odprem, in vzameš žajbelj, zakuriš žajbelj in greš prekaditi po celem prostoru, po vseh kotih, povsod z žajbljem. Žajbelj je v bistvu najmočnejši, če pa nimaš žajblja, pa lahko uporabiš tudi recimo sveti les, ali pa sivko pa rožmarin, ali pa različna ta kadila, ki obstajajo. Skratka, in prekadiš in pustiš odprt okna, naven, vrata in fino prekadiš. In potem še 10 minut potem, ko si prekadil, pustiš, zato da se vse prezrači. In na koncu zapreš okna, sol pa vodo pa pustiš čez noč. In potem naslednji dan, kar se bo zgodilo, je to, da boš prav videl na soli sivo in na vodi bodo take pač prav umazanija, energija se bo ščistila. In kar še predlagam je, da ko to narediš, se pravi, ko predno greš spat, to je dobro zvečer narediti, da prižgeš svečko in ta svečka je v bistvu za tvojega angela doma. Se pravi, vsaka hiša, vsak prostor, vsak dom ima svojega angela. In tudi, ko se ti recimo preseliš, pač angel doma ostane tam, kjer je bil dom. Se pravi, dobiš novega angela doma. In kar narediš je, da čisto na koncu tega čiščenja
Postaviš svečko, prižgeš svečko in na papir napišeš pismo svojemu angelu doma. In mu napišeš, kakšno energijo želiš, da on prinese v ta prostor. Naprimer, napišeš, želim, da se cela družina v tem domu počuti odlično, da je polno ljubezni, sprejemanja, karkoli, dobre energije, karkoli želiš. Lahko tudi napišeš, angel doma, podpri otroke, da bodo celo noč spali, karkoli. Skratka, se pravi, prvi korak je fizično čiščenje prostora in res vržimo stran, kar ne uporabljamo, ker ko se ločimo fizično od stvari, od starih zapiskov, od starih računov, od oblek, ki jih ne nosimo več, pa se nam kar zdi, se bomo enkrat shujšali, pa jih bomo spet nosili. Ko daš stran to, daš ogromno iz svojega energijskega polja in veš, kako se boš boljše počutil. Dobesedno se boš počutil lažjega in posledično boš spet naredil prostor v svojem življenju. Zdaj, če imamo mi polne roke nekih škatelj, kam ne ti življenje še eno darilo da? Ne more, zato moraš spustiti. Drugo je, prezračiš, prekadiš žajbljem, nastaviš sol, nastaviš vodo, prižgeš svečko in napišeš pismo angelu doma. In potem naslednji dan, čez noč pustiš, nič ni narobe, lahko spiš to soljo in to vodo in obvezno to sol in vodo zavržeš. Se pravi, stran jo moraš vrči, da je ne boš pa uporabil, ker bo zelo veliko energije v bistvu ta ritual očistil. Zdaj, če imaš kakšno energijsko esenco, lahko potem pošpricaš po prostoru, sicer pa je to. In to obvezno ponoviti vsaj enkrat na letni čas, ko se letni čas zamenja, sama pa včasih naredim to kar enkrat na mesec. Super vprašanje. Zanima me, ali je sprejemljivo, da se učiš od različnih učiteljev. Nekateri menijo, da ni dobro menjati. Ne vem. Ja, popolnoma sprejemljivo je, da se učiš od večjih učiteljev. Jaz vedno mislim, da si moraš vzeti ljudi v svoj prostor, ki s tabo vibrirajo. Se pravi, zdaj, da bi pa skozi vse knjige prebrali, pa vsem sledili, to nas razpršuje. Je vseeno dobro, da imaš recimo en ožji krog. Vedno v življenju je dobro, da imamo tam od 3 do max 5 izbir, s katerimi se v enem obdobju ukvarjamo. Se pravi, to je tudi recimo hobiji, ali pa projekti. Ne imeti več kot 5 projektov naenkrat, zato ker jih ne boste zmogli. 3 je idealna številka, to je v bistvu prav sveta številka. In če imaš 3 projekte, dejansko se ti energija ohranja. In enako je z sledenjem recimo duhovnim učiteljem. Ne jih imeti 100, zato ker potem se tvoja energija razpršuje, ker se ti toliko procesov in toliko zavesti aktivira na različne načine. Zato jaz predlagam, da najdeš od 1 do 3, največ 5, pa 5 je že kar velik, če sploh aktivno slediš, ljudem, katerim slediš in ki tebe v danem obdobju pritegnejo. Ker poglej, jaz bom v tebi nekaj aktivirala, nekdo drug bo nekaj drugega aktiviral. Zato ker jaz nisem popolna za vse stvari. Jaz imam določeno znanje, ki ga jaz tebi lahko dam, marsikaj pa nimam, marsikaj pa te lahko nekdo drug nauči. In v bistvu je zelo pomembno, da se zavedamo, da to so odnosi, enako je z odnosi. Zakaj bi imeli samo enega prijatelja? Ali pa velikrat v partnerskem odnosu to naredimo. Partnerja naredimo za naš glavni odnos. In potem se nam zdi, da moramo vse doživljati s partnerjem in ko partner nekam noče iti ali pa partnerka nekam noče iti, se počutimo neizpolnjeni. Ne, pač ti živiš življenje večjih odnosov in imej prijateljstva, imej znance, sodelavce, bodi odprt. Kajti odnosi so kot roka, kot prsti na roki. Se pravi, to je naš odnos s seboj, naše življenje. Partnerski odnos je en odnos. Potem imaš pa še druge odnose. In v bistvu bolj kot si dovolimo imeti stike z večjimi ljudmi, lahko doživljamo toliko različnih nivojev sebe. Ker potem pa rečeš, če imaš samo en intenziven odnos, potem mora partner zadovoljiti vse tvoje potrebe. Pa ni to njegova naloga. On je prišel v tvoje življenje, zato da bo on zadovoljeval vse tvoje potrebe. On je prišel sebe živeti. In ja, v določenih pogledih si lahko izmenja ta energijo, ampak kakšno energijo boš pa izmenjala s prijateljico, pa s prijateljem, In torej je zelo pomembno, da imamo življenje bogato z odnosi. Evo, super, tako je vprašanje, kaj pa poligamija,
bom naslovila na to vprašanje. Ampak tukaj, kar govorim, ne govorim, da zdaj imej spolne odnose z vsemi ljudmi, ki jih v vašem življenju. Ne? Govorim o tem, da si izmenjuj energijo. Se pravi, ti si lahko izmenjaš energijo v pogovoru. Ti si lahko izmenjaš energijo, ko doživiš nek sprehod za eno osebo. Ne? To ne pomeni, da rabimo mi zdaj spolno energijo aktivirati z vsemi ljudmi. To pomeni samo izmenjuj si energijo. Recimo sama, ko grem plesat, ven salso, plešem z večjimi različnimi plesalci in z vsakim si izmenjaš energijo. A to pomeni, da greš z vsakim potem v posteljo, kje pa? Ne gre za to. Gre samo za to, da smo bitja večjih odnosov in ko si začnemo dajati te dimenzije odnosov, postanemo bolj izpolnjeni, zaradi tega, ker vsaka oseba je kot ena barva na paleti in bo na nek način pobarvala naše življenje. In bomo dali dol težo iz našega partnerstva, recimo, da nam mora biti vse. In bomo res začeli uživati samo v tem, kar je izmenjava našega partnerstva. Kar se pa tiče izbire spolnih partnerjev, je pa tako. Gre za izbiro tvoje duše. Gre za to, kaj ti čutiš, da tebe povečuje. In če tebe povečuje to, da imaš en partnerski odnos in se v tem partnerskem odnosu greš globje, potem to stori. Če tebe povečuje, da imaš več odnosov, potem to stori. Tudi za homoseksualnost, pa za kakršnokoli drugo izbiro ljubezni. Pač to so tvoje izbire, svoboden si. Izberi to, kar tebe povečuje. Kaj je zate prav. Pomembno pa je, da se zavedamo, da ne glede na to, kakšen tip odnosov izberemo, smo mi v teh odnosih lahko predani in gremo v globino, ali pa razpršujemo energijo zato, ker ostajamo na površju. Tako da pojdi v globino, pojdi v globino. Kar se pa dogaja, to sem že zdaj na začetku omenila, je pa to, da se bodo naši odnosi, bolj kot bomo šli v prihodnost, krajšali. Kar pomeni, da ne bomo več za eno osebo celo življenje, ker si bo duša izbrala imeti več odnosov. To pomeni, da v naslednjih 50-100 letih se bodo odnosi skrajšali in bomo izkušnjo, ki jo imamo za eno osebo, hitreje predelali in bomo se potem odprli za novo osebo in potem odprli za novo osebo. Tako da bo teh odnosov, tudi partnerskih v bistvu, več znotraj enega življenja. Tako da v to temo še bomo šli znotraj šole, ker se bomo letos prav pogovarjali o moško-ženski energiji, o spolni energiji, maj, juni imamo to temo, tako da bomo šli v bistvu še globje v to. Kaj naj storim, ker mi žena ne dovoli imeti ljubice? Ja, mislim, tukaj je pa eno drugo vprašanje, zakaj pa si ti želiš imeti ljubico, Kaj pa, kateri del sebe si pa ne upaš živeti in izraziti za njo? Ker zakaj hrepenimo potem, da gremo v več odnosov? Zaradi tega, ker si ne upamo izraziti celega sebe in vseh barv svoje mavrice znotraj enega odnosa. In bodi cel, daj sebe celega noter, integriraj sebe s partnerjem. To je tudi ena tema, ki jo imamo v šoli. Integracija energije v partnerstvu. Kako da narediti, da partnerski odnos ni samo to, da živite skupaj in sta cimbra. Ampak da res si na globokih in dušnih nivojih in telesnih nivojih povezan. Ja, o poligamiji smo govorili. Ali se duša naseli v fizično telo, ko je narejen splav oziroma se odločiš za splav? Ful dobro vprašanje. Torej, kaj se zgodi? Prvo, kar moramo vedeti, je to, ne glede na to, ali gre za spontani splav, ali gre za umetni splav, duša vedno to izbere. Se pravi, ti nisi nikogar ubil, ampak si enostavno samo sodeloval v dušni pogodbi te duše. In recimo, če vzamemo spet tale naš plakat, da si bomo lažje predstavljali, moje pence letijo. Ko se duša uteleša, mora duša preiti skozi zelo veliko dimenzij, zato da pride do planeta Zemlje in da pride do utelesitve. In določene duše, ki so mlade duše, kar pomeni, da niso bile še velikokrat utelešene, je za njih to zelo naporno in večkrat poskusijo, predno jim uspe. Se pravi, predno svojo svetlo energijo, svojo zelo subtilno energijo uspejo zintegrirati s planetom Zemlje.
In običajno so to splavi. Se pravi, ko duša ne pride do konca čez, ne zato, ker je s tabo nekaj narobe, ne zato, ker si ti nesposobna, ker tvoje telo ni dobro, bla, 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 to so vse iluzije. Ampak zato, ker duša še ni mogla, ni bila pripravljena pridi čez, ker še ni bil pravi čas za njo. In torej, kar moramo najprej dojeti, je to, da ko pride do splava, ne glede na to, kakšen je to dogovor tvoje duše s to dušo, da bosta imela to izkušnjo. Dobesedno duša uporabi tvoje telo za to, da se lahko poskusi utelesiti. Ne? In potem včasih ista duša pride potem nazaj, včasih pa ta duša sploh ne pride več. Zaradi tega, ker ni bil njen namen, da se polno utelesi, ampak je bil njen namen, da samo ima izkušnjo fizičnosti planeta in potem gre pač nazaj. Tako da, prvo, spustiti obsodbo do splava, zaradi tega, ker gre za dušno pogodbo, ko duša dejansko izbere tebe, zato da lahko skozi tebe ima to izkušnjo. Ti pa seveda tudi kot ženska imaš to izkušnjo, zaradi tega, ker imaš svojo duhovno rast, ki jo moraš skozi to doživeti. Mogoče boš zdravila sprejemanje sebe, mogoče boš zdravila to, da se naučiš odpustiti sebi, mogoče boš zdravila sram, strah, obsodbe, ki veljajo v družbi okoli tega. Dajmo malo prinesti jasnosti v ta prostor. Več kot 80% žensk na planetu Zemlja so bile ali spolno zlorabljene, posiljene, so imele kakršnokoli takšno izkušnjo. To je ogromno. In še ena stvar je zelo pomembna, skoraj vsaka tretja ženska je imela splav. Pa se o tem sploh ne govori, zaradi tega, ker imamo na to pripet sram, strah, obsodbe. In je resnično pomembno, da te obsodbe spustimo in se dejansko zavedamo širše slike zadaj. Šlo je za dušo, ki se je želela utelesiti, vedela je, da se ne bo do konca utelesila, tudi če gre za umeten splav, vedela je, da ne bo do konca pa šla, ampak je imela to izkušnjo, skratka, podpisala je to pogodbo s tabo, da to doživi. In ali se duša utelesi v fizično telo, ko do tega pride, včasih ja, včasih ne. Skratka, ob različnih obdobjih pride do utelesitve cele duše. En delček, esenca duše se definitivno pripne, ne pa nujno cela duša. Tako da v bistvu to je spet individualno, odvisno od posameznega primera. Nekatere duše se v celoti utelesijo tako mogoče šele pol, 6. mesecu, da res cela duša pride dol. Čisto odvisno. Nekatere pa že takoj, je že takoj cela duša pripeta. Nekatere duše se šele, ko smo stari 30 let, se v celoti naša duša pripne. Tako da to je zelo tako, raznoliko in ni enega pravega pravila. Tako da, kar bi jaz svetovala ženskam, ki ste šle skozi izkušnjo splava, da si date to zdravilo, da si date to zdravljenje, da se res podate na pot zdravljenja tega, da prideš nazaj v stik s svojim ženskim telesom. Jaz sem ustvarila en zelo lep program Boginja, ki sem ga ustvarila v prvi vrsti zase, zaradi tega, ker sem želela sama pozdraviti svoje travme, ki sem jih imela. Tudi sama sem imela izkušnjo splava, tudi sama sem imela spolno zlorabo, skratka, želela sem pozdraviti to, zato da sem lahko svobodna in grem naprej. In zato sem ustvarila ta program. Tako da, če ima katera to izkušnjo, res pojdi preveriti na mojo spletno stran program Boginja. Ok. Ljudje iz mojega življenja gredo kar naenkrat iz lepega, brez da vem, zakaj je odšla. Nikoli ne vem, zakaj, ker se res zgodi iznenada. Je mogoče kakšen konkreten korak, ki ga lahko naredim v tej smeri? Ko nas zapustijo ljudje na tak način, kot si zdaj opisala, je to zaradi tega, ker energijsko niso več kompatibilni in jih dobesedno odnese ven iz naše orbite. In vem, da je to včasih zelo boleče, zaradi tega, ker čez noč izgubiš odnos. Ampak dajmo duhovno učenje zadaj pogledati. Očitno se tebi tako zelo hitro shiftne energija, da te dobesedno te odnosi več ne podpirajo. In kar se ti zgodi, če boš opazila, je to, da ti življenje zelo kmalu prinese druge povezave, zelo kmalu prinese druge ljudi. In rekla bi ti, sprejmi to, da imaš očitno tako hitro energijo, ker to pomeni, da lahko tudi zelo hitro manifestiraš, da si lahko zelo hitro spreminjaš realnost, se zdraviš,
da ima tvoja duša zelo hitro energijo. Obstajajo duše, ki imajo počasnejšo energijo, kar pomeni, da rabijo dlje časa za določene utelesitve, za določeno manifestacijo, za to, da usvojijo neko lekcijo. Tistim, ki se pa takole življenje spreminja, imate pa dušno energijo veliko hitrejšo. Ne pomeni, da je nekaj boljše, slabše, samo različne duše smo, iz različnih dušnih kraljestev. In če se ti hitro menjajo stvari, pomeni, da si hitra duša, kar pomeni, da te dobesedno življenje podpira in ti umakne ljudi, ki niso več vibracijsko skladni s tabo. In ja, ego je lahko užaljen, lahko si čustveno prizadeta, ampak ko boš začela opazovati, da je to samo v tvoje najvišje dobro in da se dejansko dogaja to, da ti življenje ustvarja prostor za nove povezave in te hkrati tudi trenira nenavezanosti. Tako kot otroku mu daš igračo in on drži igračo in potem mu jo vzameš in joka. Tako tudi mi, ko nam je nekaj vzeto, mi jokamo za to igračo, namesto da bi pogledali, ok, zdaj imam proste roke, kaj pa zdaj druga igrača, katero lahko primam. Kaj je tisto, kar mi življenje zdaj daje? Res se moramo postaviti v sedanji trenutek. Če še vedno oblikuješ bivšega partnerja, če še vedno zameraš svojim staršem, če še vedno obžaluješ, ker se je nekaj zgodilo, zbudi se, to je že minilo. In še vedno živiš v preteklosti in si zanič v sedanjosti. Zato, ker ne dojameš, da se ti pa zdaj tukaj nekaj dogaja. Sprejmi to, kar se ti zdaj dogaja. In ko boš prepoznal, za vsakogar to velja, da življenje vedno deluje v tvoje najvišje dobro. In če ti nekoga umakne, pomeni, da se je ustvaril prostor, zato ker nekdo drug je po vrstnem redu tvojih situacij v življenju pripravljen, da pride tja. In zato spusti, očisti eterične vezi, spusti. In če imaš ljudi, ki jim zameriš, in če imaš ljudi, do katerih nisi pomirjen, še ena vaja, zelo dobra, vzemi listek. In na listek napiši, na vsak listek posebej, imena vseh ljudi, s katerimi želiš narediti to čistko, da jih spustiš. In potem daj te listke v zamrzovalnik, v skrinjo, in pusti vsaj 11 dni, lahko pa tudi več, do 21 dni, lahko pustiš te listke v zamrzovalniku. In ko boš to naredil, kar se bo naredilo, da se bo energija zamrznila, in boš resnično lahko ta odnos spustil. In samo zahvali se, da so bili v tvojem življenju in se zavedaj, da tukaj in zdaj se ti že dogaja življenje in kako si lahko najbolj polno prisotna. Ljubica sprašuje, če si v šolo vpišete recimo 2 člana iste družine, ali lahko uveljavljate kak popust? Popustov nimamo, imamo pa opcijo, se pravi, če se vpišeš recimo ti pa oseba, ki je s tabo v tvojem gospodinstvu, recimo ti pa tvoj mož, lahko iz istega računa spremljata, če gre pa za tvojo hčero, ki živi posebej, potem pa seveda spodbujamo, da se vpiše vsak za sebe, zaradi tega, ker na eno prijavo dobite tudi en dostop do Facebook skupine. Ok, gremo naprej. Vidim, da je ogromno vprašanj na temo manifestacije, hiše, službe, odnosa, denarja. To bo najboljš, če greste v spletni šoli noter in naredite masterclass za manifestacijo. Zaradi tega, ker sem prav naredila program, kako lahko v življenju zmanifestiraš to, kar si želiš, in je to, mislim, da 10-urni program, tako da ne morem na to odgovoriti tukaj, v tem dogodku, očitno, ker imamo manj časa. Tako da vsi, ki želite manifestirati, obvezno narediti masterclass za manifestacijo. Super vprašanje, kam med naša telesa spada višji jaz? Višji jaz je v bistvu v astralu, ker višji jaz je v bistvu povezava z našo dušno resnico. Tako da to je astralno telo. Vidim tudi, da imamo kar nekaj vprašanj, da imamo ob sebi ljudi. Evo, bom kar tega prebrala. Kaj narediti v situaciji, ko moraš v službi sodelovati z osebo, ki je zelo nesramna, negativna, se grdo obnaša do vseh okoli sebe? Res se vsak dan trudim, da ji ne dovolim, da bi to vplivalo name, včasih pa ne gre. Torej, gre za energijsko samostojnost. Tudi to je mimogrede dogodek, ki ga imamo v šoli. Kako biti energijsko samostojen in energijsko odporen, ko imamo okoli sebe, pač vsak se kdaj znajde v okolju, ki ni najbolj visoke vibracije.
kako v tistem trenutku delovati. Prvo, kar moramo prepoznati, je, da oseba, ki je v nizki vibraciji in ki napada, je oseba, ki nima stika sama s sabo. Se pravi, kdaj pa smo mi taki naporneži, ne? Takrat, kadar mi nismo v stiku sami s sabo. Se pravi, ko ne poskrbimo zase, ko ne nahranimo svojega telesa, ko ne nahranimo svoje duše, takrat, kadar nismo poskrbeli za to, da smo mi polni. In zato je tako zelo pomembno, da imamo svojo duhovno prakso. Kajti, ko imamo duhovno prakso, takrat sami sebe polnimo. Okay? In zato je zelo pomembno, da ko prepoznamo, da je nekdo v nizki vibraciji, da nas nekdo vleče dol, je on takrat v zelo veliki potrebi, da da sam sebi sebe. Pa ni zdaj na tebi, da mu to razlagaš, ampak naj ti bo ogledalo, ne, da prepoznaš, oseba je v bolečini, ker samo oseba, ki je v bolečini, rani druge. Kaj pa ti lahko narediš? Najprej prebudiš to sočutje in se prepoznaš. Ok, a smo vrgli ven? Mislim, da je vse posnelo, tako da tisti, kar niste slišali, boste šli nazaj poslušati. Ok, skratka, govorim o tem, da ranjene osebe ranimo. Ok, ko smo ranjeni, ko nismo v stiku sami s sabo, takrat mi delujemo na tak način, da ranimo. Ampak naša naloga, ko imamo ob sebi osebo, ki je ranjena in ki napada, je, da poskušamo v tistem trenutku iti v svojo brezpogojno ljubezen. In samo prepoznati, da kar ta oseba v tistem trenutku potrebuje, je to ljubezen. Tudi če ti je ful težko, poskusi odpreti svoje srce in ji samo pošli ljubezen. Tudi če ti gre ful na živce, samo pošli ljubezen, zato ker ta oseba na tistem mestu rabi ljubezen. Hkrati ga rabiš pa tudi ti. Ena vaja, katero mislim, da vsi poznate, ki ste v moji skupnosti, je, da ko te nekdo ziritira, ko te nekdo vrže ven, greš in narediš mokrega kužka. Se pravi, greš stres celo svoje telo za 90 sekund in na polno tresaš, če moraš iti v službi, kar pa iti na WC, pa stresi, ne? Ali pa kar tam v pisarni, rečeš, jo, tok si slave volje, da moram stres to energijo ven in narediš mokrega kužka. To je tudi dobro za otroke, skratka, ne, včeraj smo slišali Lukrecijo, ki je rekla, da svoje učence v šoli uči delati mokrega kužka. Moker kužek ti strese energijo, ti strese tvoje skrbi, ti strese tvoje čustva, prezračite, zato da lahko se potem spet nacentriraš nase. Druga stvar, se pravi, najprej stresaš vse to, da daš to ven. Druga stvar je pa, da se zavedaš, jaz sem vodja svojega življenja. Jaz izbiram, kam dajem fokus. In izberi dati fokus na to, kar želiš, da se povečuje. In samo izberi. In lahko je oseba zraven tebe tečna, ampak ti izbereš, da na to sploh ne boš dajal fokusa. Ne? Lahko pa tudi si predstavljaš okoli sebe, zdaj sem vam pa že ful trikov povedala. Evo še tega. Lahko si pa tudi predstavljaš okrog sebe, kot da si v stekleni krogli, kot v tisti krogli, a veste, ki je snežna krogla. Da je okrog tebe ta steklena krogla, ki odbija vse energije, ki niso kompatibilne s tvojo stran. In ta energija sploh ne bo šla vate. Ne? Tako da, evo, to je nekaj korakov, kako lahko delujemo. Zelo pomembno pa je, da res izmojstrimo energijsko samostojnost. Tako da več o tem, seveda, kot sem že omenila, imate tudi še en dogodek v šoli OM. Ok, kako prekiniti pojavljanje bolezni, ki se v družini širi iz roda v rod? Fantastično vprašanje. Treba je prekiniti družinsko karmo. Ok? To pomeni, da moraš dejansko se globoko posvetiti svoji družinski karmi in jo prečistiti. Mastermind družinska karma, masterclass družinska karma je 13-tedenski program, ki sem ga naredila za vse, ki ste v šoli, tako da obvezno naredi ta program, da prekinaš to prenašanje. Ok, še eno vprašanje izberem.
A imamo še kakšno vprašanje glede spletne šole, pa sem ga mogoče spregledala. To bi rada še odgovorila, zaradi tega, da boste imeli jasnost. Super vprašanje. Kaj nam kažejo naši problemi s kožo? Kako vzpostaviti proces samozdravljenja? Vse kožne težave, alergije, razni dermatitisi in podobno so povezani z našim čustvenim telesom, kar pomeni, da je potrebno delati na čustvih. Koža je v bistvu tista bariera, na katero čustveno telo najbolj vpliva. Se pravi, najprej naše fizično telo, potem je čustveno telo in čustveno telo seže notri nekaj centimetrov pod kožo, kar pomeni, da je koža tista, ki najbolj shranjuje naša čustva. In torej, če najbolj na kratko odgovorim, prepoznati, katera čustva, v katerih čustvih si najbolj pogosto. Se pravi, vsi, ki imamo težavo s kožo, moramo zelo veliko predihavati čustva. To pomeni delati redno mokrega kužka, delati redno dihalne tehnike, da te predihajo, ne pustiti, da v bistvu čustva ostanejo zamrznjena v tebi. Ogromno telovaditi, dobesedno predihavati, zato da dovolimo, da čustva tečejo. In kadar dovolimo, da čustva tečejo, posledično to ne bo potem na naši na naši koži se izražalo kot neravnovesje. Torej, če imaš preveč zadržana čustva, če jih tlačiš dol in ne pustiš, da so fluidna, takrat se v bistvu zgodijo težave s kožo. Samozdravljenja smo se tudi učili v šoli, tako da tam naš cel dogodek na temo samozdravljenja, zdravilne tehnike, meditacijo za samozdravljenje je predolg, da bi zdaj šla v to, da bi vse odgovorila, ker je to spet dvourna tema. Zdaj ste znotraj tega izziva, ste lahko malce začutili, kakšna visoka vibracija in prostor jasnosti je, ko sodeluješ znotraj naše spletne šole, tako da ta današnji dan bi načeloma bil zadnji dan, ampak sem se odločila, da dam presenečenje darilo. Dodala nam bom bonus dan. To pomeni, da bom jutri še zadnjič se ti oglasila v to našo skupino izziva in bom zate kanalizirala energijsko aktivacijo. Za zaključek, da zaktiviramo tisto pravo esenco svoje biti, da začutimo sebe, tako da jutri imamo pa res zadnji dan, danes še ni zadnji dan, tako da upam, da boš z mano in da se jutri spet vidimo. Spletna šola Oracle Membership odpre vrata samo enkrat na leto in to je zdaj, kar pomeni, da če želiš nadaljevati to sodelovanje z mano, prestavi se tja, vpiši se v šolo. Sama se bom letos posvetila temu, da pripravim teren za to, da začnemo to jasnost deliti tudi v angleščino in po celem svetu. Tako da bo spletna šola v bistvu edini moj prostor, kjer se bomo srečevali in učili. In če si tega želiš, se vidimo tam, ne? Vsekakor se vidimo tam, pišete. Krasno! Ok, dragi moji, mislim, da je to to. Se vidimo jutri. Upam, da ste uživali danes. Predno greste, naj vsak napiše en aha moment, ki ga je danes doživel, ali pa aha moment teh zadnjih dni, kaj se mu rola po glavi in mu je bilo tako, wow, hvala Tjaša, ker si mi to dala. Dajmo to prepoznavo napisati v komentar, zaradi tega, da ozavestimo, kaj smo danes sprejeli. Kaj smo si dovolili sprejeti znotraj tega izziva. Krasno, evo, se veselim, da se vidimo v šoli, Andreja. Smo veseli za bonus meditacijo. Meditacija vam je bila danes všeč, oziroma 2 dni nazaj. Super, razbremenitev slabe vesti, krasno. Kanalizirana meditacija je to. Hvala za nasvet glede kože. Preveč jih je, nujno potrebna menjava službe. Krasno, ogromno aha momentov. Super, vse izhaja iz naše vibracije, pišete, da je, res je. Naša vibracija ustvarja našo situacijo, zato je tako zelo pomembno, da imamo svojo duhovno prakso, da se vračamo vase in da v bistvu živimo v jasnosti. Vsa ta sporočila, ki sem jih tudi danes delila, te odgovori na vprašanja, so v bistvu jasnost, kanalizirana jasnost, ki dvigne naše možgane v višjo frekvenco in nas da v 5. dimenzijo zavedanja.
ko resnično vidimo svet širše. In ko vidimo svet širše, kar se zgodi, ja, naša realnost se razširi, več je mogoče za nas, a ne? Tako da naj bo za nas mogoče čisto vse. Tako, dragi moji, se vidimo jutri v bonus dnevu, kanaliziram zate, tako da si pripravi udoben prostor, tako kot zadnjič za meditacijo, da zaključimo ta naš izziv v visoki vibraciji. Rada vas imam, lahko noč!